Drugi princip je seveda tukaj tudi to, da če imamo neki sistem, tehnični sistem zdaj govorim, da delamo vedno po istem kopitu, da produciramo videe vse na isti način, da produciramo stvari, oziroma pač tudi editiramo in vse te zadeve na isti način, nam to pride v kri in nam je to bolj domače in to hitreje naredimo, ne. Če pa vsak teden izumljamo na novo, kako bojo se v videu pojavljale različne animacije, ja, to nam potem vzame čas, in pač bom rekla, tisti čas, ke bi ga lahko namenili prodajanju oziroma kakšnim drugim aktivnostim, nam to, ga podarimo, bom rekla, v take stvari, ki ne prinašajo neke, dodane vrednosti. Tako da v bistvu dajte si v bistvu zastaviti, stvari, posimplirati na ta način, da, delate vse po istem kopitu, po drugi strani ima pa to še eno dodano vrednost, in sicer če imate stvari recimo vizualno dodelane ali pa vizualno narejene na enak način, se ljudje tega navadijo. To se pravi, prvič iz enega vidika je, sploh če govorimo še mogoče o neki grafični podobi, s tem sidramo, bom rekla, pri naših gledalcih oziroma tistih sledilcih, sledilcih, sidramo našo podobo, in ko ljudje vidijo naše objave, ki se vedno začnejo na enak način ali kaj takega, v bistvu sidramo, bom rekla, to tudi blagovno znamko, bi se reklo, oziroma ta naš branding. Po drugi strani pa nekako v bistvu pravzaprav, sidramo tudi sam proces, kako te objave izgledajo, kako so videi pripravljeni in tako naprej. Mogoče se zdi taka, bom rekla, brezvezna stvar, vendar daje v končni fazi ta, vedno enak sistem daje tudi neke vrste, bom rekla, tudi gledalcem, sledilcem tisti občutek neke strukture, neke varnosti, neke rutine, ki je vedno, enaka, ne. Tako da, definitivno pa s časovnega vidika to, bom rekla, pripomore, da smo hitrejši, da se ne zakvačkamo v kreativnih vodah ali pa v nekih tehničnih zadevah. Tako da v bistvu tudi v programu Prodaja je znanje podaje se vedno potem pravzaprav naredimo ena od stvari, to se pravi, ena od tistih ta glavnih stvari v zvezi s socialnimi omrežji je pravzaprav to, da vas podprem, da se organizirate, kako se pač lotevati te, priprave, objav za socialna omrežja, to se pravi, ali gre za tekstovne oziroma te grafične objave ali pa za video objave.